Center za socialno delo Posavje v prvi vrsti namenja posebno skrb še posebej starejšim osebam, poleg otrok in mladostnikov in osebam s posebnimi potrebami. Center za socialno delo Posavje oskrbuje na območju celotnega Posavja skoraj 400 oseb v okviru pomoči na domu. To delo izvaja na terenu še vedno 43 socialnih oskrbovalk. Kakor mi poročajo s strani posamičnih enot, delo se izvaja še vedno v obsegu kakršno je tudi dogovorjeno. Torej ta osebna pomoč, pomoč pri teh temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjska pomoč, dostava hrane. Dnevno pa tudi smo ves čas v kontaktu s svojci in z uporabniki, torej naše vodje pomoči na domu, da preverjamo, kako bo v prihodnjem tednu tudi za dostavo kosil, ker vemo, da se tudi posamične osnovne šole zapirajo in s strani nekaterih osnovnih šol dobavljamo tudi hrano. Vsekakor redno spremljamo situacijo na terenu. Aktivno se bomo povezali tudi s civilno zaščito, predvsem za oskrbo in za različne oblike pomoči osebam, kateri trenutno niso naši uporabniki, ampak tle bomo delali res v skladu in v sodelovanju in z navodili civilne zaščite in drugih pristojnih ustanov. Trenutna je situacija takšna, da danes še imamo dovolj zaščitne opreme, me pa res izredno skrbi v prihodnjih dneh, ker mi poročajo sodelavke s terena, da jim primanjkuje predvsem razkužil, zaščitnih mask in pa rokavic. Torej tako tle bomo tudi v bistvu ukrepali in poiskali res hitro načine, da čim prej dobavimo našim izvajalcem na terenu zaščitna sredstva. Tle bi mogoče še poudarila, da poleg tega, da poskrbimo za starejše osebe, nenehno že zadnje dneve, torej zadnjih 14 dni intenzivno delamo tudi na osveščanju svojcev, uporabnikov in pa tudi naših zaposlenih, ker samo zdrav delavec bo lahko opravljal nemoteno skrb za druge. Posebni ukrepi so predvsem na osnovi navodil strani našega pristojnega ministrstva in v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje sem ravno včeraj izdala posebna navodila, samozaščitna navodila za vse zaposlene, predvsem tudi z namenom samozaščitnega ravnanja. Odpovedana so vsa izobraževanja v okviru centra, supervizijska srečanja, večji nenujni sestanki. V tem času pa tudi posebej bi želela poudariti, da ravno danes potekajo na vseh naših enotah tudi organizacijski sestanki, kako bo v prihodnjih dneh organizirano delo zaradi morebitnega izpada strokovnih delavcev, ampak na tem mestu zagotavljam, da naše osnovne naloge, torej prva socialna pomoč in pa vse nujne naloge v povezavi z ukrepi nujne zaščite ranljivih skupin bomo izvajali nemoteno. Naše enote so sicer zaprle glavna vrata, ampak smo vse naše uporabnike obvestili preko sredstev javnega obveščanja, preko obvestil preko naše spletne strani, na kakšen način naj z nami komunicirajo v nujnih in nenujnih zadevah. Mogoče še to, da naš krizni center za otroke in mladostnike pa ostaja odprt. Gre za 24-urno namestitev ogroženih otrok in mladostnikov. To dejavnost bomo vsekakor še vnaprej nemoteno izvajali.